Gesù, quando finì di insegnare, Ko je Jezus sedeč v Simonovem čolnu nehal učiti, je rekel Simonu in njegovim tovarišem, naj vržejo mreže v morje. Čeprav mu je Simon zatrjeval, da so se bili vso noč zaman trudili, je dodal, na tvojo besedo bom vrgel mrežo. In ko so jo vrgli, je bila tako polna rib, da se je trgala. Po neuspešni noči bi se Peter, izkušen ribič, lahko le nasmehnil in zavrnil Jezusovo vabilo, naj vrže mreže podnevi ob tako neugodnem času. Toda šel je prek svoje pameti in zaupal Jezusu. To je značilen položaj, skozi katerega mora tudi danes vsak vernik. Njegova vera je postavljena na preizkušnjo na 1000 načinov. Kdor hoče slediti Kristusu, se mora odločati, truditi in vztrajati, medtem ko se zdi, da nas v tem svetu, v katerem živimo, vse vabi k popuščanju, povprečnosti, tako da bi najrajši vrgli puško v koruzo, naloga se zdi pretežka, nemogoča, da bi jo izpolnili, že vnaprej polomija. Potrebna nam je moč, da gremo naprej, da se upiramo okolju, družbi, prijateljem, medijem. To je trda preizkušnja in moramo se bojevati. Toda če se z njo spoprimemo in jo sprejmemo, nam bo pomagala, da bomo izkusili, da so Jezusove izjemne besede resnične, da se njegove obljube izpolnijo. Bog obsiplje z vsemi dobrinami tistega, ki hodi za njim. V tem življenju daje 100 in poleg tega še večno življenje. To je čudežni ribolov, ki se ponavlja. Na tvojo besedo bom vrgel mreže. Kako naj torej izpolnjujemo to besedo? Tako da tudi mi izberemo kakor Peter, na tvojo besedo. Zaupajmo v njegovo besedo. Ne dvomimo o tem, kar od nas terja. Še več. Njegove besede naj bodo temelj za naše ravnanje, za naše delovanje, za naše življenje. Tako bomo svoje življenje postavili na najbolj trdne in zanesljive temelje. In strmeli bomo, ko bomo videli, da prav tam, kjer vsako človeško sredstvo odpove, poseže vmes Jezus in da se življenje poraja tam, kjer je po človeško nemogoče.